Zdaj, tisti, ki me poslušate, ves čas govorim male krajevne skupnosti, ker je res samo mesto, ne, pa še malo naokrog, čeprav so Brežice od leta 1964, ko so nastajale krajevne skupnosti, se zelo razširile, ampak te naše meje so pa ves čas enake, zato tudi včasih kdo vpraša sploh kam spada, ne, ampak mi smo se pred leti že odločili, da na ta dan praznujemo, ker to je pa dan, ko je leta 1353 salzburški nadškof Ortolf potrdil mestne pravice mestu. Ne. Se pravi, potrdil, to pomeni, da so bile mestne pravice enkrat že prej dodeljene, ampak nimamo natančnega datuma. Govori se recimo o letu 1252, ampak nimamo, ne. To je v bistvu najbolj točen podatek, kar ga imamo. Tako da smo se držimo tega in nekako na ta dan na različne načine obeležimo ta dan mesta. Danes tako, da se bomo malo sprehodili, da si bomo mesto ogledali z najvišje točke, kar je mogoče v Brežicah, in potem tudi skupaj z Društvom za oživitev mesta Brežice odprli nov del pogovora o tem, kakšno naj bo mesto v prihodnje. Tukaj skušamo ves čas kaj doseči, ampak dobro, bomo optimisti. Začeli smo pa tukaj, ker bomo danes obeležili seveda tudi Mednarodni muzejski dan. Od leta 1977 ga praznujemo muzealci po vsem svetu. Mi imamo letos tudi 80 let naše krovne organizacije, to je Mednarodni muzejski svet, ICOM, ki je bil ustanovljen v tistih časih po drugi svetovni vojni, ko so nekako naši predniki si želeli, da bi bil svet bolj povezan, ne, na več ravneh. Nastali so Združeni narodi, potem za njimi UNESCO, se pravi tam Mednarodni svet za kulturo, izobraževanje in znanost, potem pa seveda tudi recimo kakšne take bolj specifične organizacije, kot je naša, se pravi že leta 1946, in takrat so se zbrali naši kolegi, seveda v še danes bi lahko rekli najbolj slavnem muzeju, tudi članica, tudi mi imamo nacionalni odbor ICOM Slovenija in danes dopoldne smo imeli že tudi tiskovno konferenco, se pravi Slovensko muzejsko društvo, ICOM Slovenija pa Skupnost muzejev Slovenije. Vsako od teh naših združenj ima malo drugačno nalogo. Na primer Skupnost muzejev Slovenije je tudi združenje ustanov. Lani smo prav pri nas praznovali 55 let, ker je bil tudi naš muzej med ustanovitelji skupnosti in mogoče, če še niste opazili, od lani imamo tudi tako debelo knjižico v družbi dediščine, kjer so predstavljeni zelo na kratko, tako kataloško, vsi muzeji s svojimi enotami, ki so člani skupnosti. Se pravi, imamo pa noter tako večje, manjše, zasebne, javne muzeje z vsemi temi enotami. Tako da gre za res obsežno publikacijo, ki jo dobite brezplačno, mogoče že imate. 363 strani je na koncu, dober dan, prišlo, tako da dober dan, da je to pač res veliko bogatstvo, ki ga pač imamo, ne. Jaz večkrat rečem, ko hodim na različne mednarodne konference, enkrat smo poslušali ene naše kolege iz Kitajske, ki so rekli, da cilj Kitajske je, da na vsake 2 milijona bo imeli en muzej, ne. Zdaj mi seveda jih imamo vsaj 74 oziroma jih imamo več, 74 članic, ne, ampak ne moramo kar preslikati neko situacijo, ki je pa čisto popolnoma nekje druge in z nami, ne. Tako da, no, ta Mednarodni muzejski dan ima vedno tudi eno temo, letos je muzeji povezujejo razdvojeni svet oziroma je tako prav? Ja, no, pa sem prav, da sem mislila, ki je seveda zelo aktualna tema, ne, ker smo v nekem takem polariziranem, razdvojenem svetu, veliko se nam dogaja in če lahko kaj pripomoremo k temu, da bo več miru in manj nasilja, pač je vsak korak pomemben. Mi da sva rekla, da bi letos spet malo večkrat se podali po našem lepem mestu, ki je mogoče spet na eni izmed prelomnic, in da bi danes posvetili to temo. Je pa res, da moramo se spomniti danes o tega pomembnega prebivalca tega gradu in tega mesta, to je pa doktor Radoslav Razlak, ki je bil rojen pred 200 leti v Radoslavcih pri Ljutomeru in leta 1880 umrl. Umrl je 5. junija tukaj na tem gradu in iz tega gradu, to je bila sobota, potem pa v torek pogreb, bil seveda
potem s prevodom poslan, se hotela reči, ne, ampak nekako odpeljan z gradu na pokopališče Brežiško, ki je bilo pa takrat, Brežičani veste, tam, kjer je danes stadion. Vidite, takrat smo tudi nekako čudežno odkrili ta del nagrobnika, ki ga je postavila njegova žena že naslednje leto, 1881. Tole je fotografija, imamo celo fotografijo, bom je dala naokrog, evo, kar printe, tega nagrobnika, ki je bil seveda kar dolgo časa tam in pol skrivnostno nekako pristal v našem muzeju. Ivanka, ne, da takrat smo iskali, tam si ja, kako in kaj je prišel k nam, v bistvu ne vemo, nič hudega, če ne vemo, ne, mogoče kdaj izvemo, ampak takrat, ko smo pač postavljali to ploščo, smo ga lepo očistili in zdaj je del našega sveta kamnov, ne, temu ne moramo reči lapidari, ker če bi bil lapidari, bi bilo to pač malo bolj drugače urejeno, ampak trenutno je to najboljši prostor za ta kamen, ki je zelo težek, ker v bistvu nimamo ravno, vidite pa, da je tukaj zelo različnih kamnov, ne, tam je Brežki portal, tam je izvirnik Janeza Nepomuka, ki ga imate zdaj na tej strani, kopijo, potem neki arheoloških, to je recimo bolj arheološki del, tam so eni možnarji, ne, tako da zdaj po najboljši moči je to v najboljšem prostoru, kamen tudi ni občutljiv, zbiral pesmi ljudske, objavljal, pesmarica obstaja in je tudi s temi brati Ipavci, ki so bili pač skladatelji iz Šentjurja, pri Celju to zelo znani, sodeloval in ena najbolj znanih pesmi slovenskih je zagotovo Domovini, Bodi zdrava domovina. On je napisal besedilo, Benjamin Ipavec je pa napisal. Dobro, zdaj pa poslušamo, zdaj pa bomo malo imeli glasbeni premor. V tistem času, ko je Razlog živel, pa še en čas potem, ni bilo vstopa za navadne ljudi. Tukaj je bila vratarica, ki ni spustila vsakogar noter, kaj pa šele v klet, ne. Ja, to sem hotela povedati, da je bilo, imeli so tudi grajski park, ne, če že začnemo izven tega gradu. Grajski park je bil ograjen in zaklenjen po noči še pred drugo svetovno vojno. Ne. Zdaj pa je... A so imeli pave, veš, da to me zmeri zanima. Ja, to pa ni nihče zapisal, ne. Ja, ne vemo, ja. Nihče ni zapisal, nihče ni poslušal, a se derajo pavi ali ne, če ne bi mogoče kdo to zabeležil. Ja. Ja, ker ti si ravno v tej knjigi s Patri smo bili dobri, ne, pisala, da je Razlagova žena prinašala rože frančiškanom. Čakaj, imam... Otroci so še vedno, šolski otroci so še vedno nosili rože, krasili grob, Razlogov grob, še pred drugo svetovno vojno. To so mi povedali tisti, ki so bili takrat otroci, ne, in so s šolo bili obvezni, da grejo okrasiti vojaške grobove in Razlogov grob. 2 gasi, 2 policaja, se ne moreš vedeti, ne. Razlogova žena je imela plačen cerkveni sedež, lepotočni grmi in drevesa, magnolije, tise, forzicije, jasmin, pa so po odkupu od Razlagovih krasile gostilno Grič ob reki Krki, to mi vsi vemo, kje je, ne, žal to propada. In nekaj časa naj bi tudi Razlog bil najemnik prostorov v Brežiškem hotelu, najbrž za odvetniško pisarno, ali je živel, ne vemo. To se pa ne spomnim. Tiklošek Franjo je bil prvi ravnatelj, Iva pa tudi prva zaposlena, ne, oziroma kot pedagoginja je delovala zelo dolgo. Ona je tudi ta gospa, ki je menda vabila vljudno vabljeni in ciljeni, ne. To, kar je zdaj kar prepoznavno vabilo, slogan, mi rečemo tudi vedno dobrodošli.
ker ne, mislim, imamo tudi večkrat zaprta vrata, pa imamo tudi recepcijo, ampak ne na isti način, ne. Načeloma lahko vsak stopi, če so predplačni dnevi sploh, če pa niso, mora pač vstopnino plačati. Med drugo svetovno vojno Hitlerstraße je bila, ker so bili Nemci tukaj. No, po vojni pa seveda nič in šele nekaj leta po letu 52 so dobile ulice v mestu imena. Cesta prvih borcev, tista je Gasa oziroma ulica Stare pravde, ki pripelje točno na razstavišče, kjer je razstavljena kmečki upori, puntarija. Vino je bilo spodaj, ne? Vino je bilo spodaj, ampak glede na to, da so bile kašče. Ni nobenega vira o tem, kašče, česa so bile, kaj je bilo shranjeno noto, je bilo žito ali kaj je bilo. Saj jaz ne vem za noben takšen vir. Vino pa ja, vino. Vino je bilo itak. Zdaj večkrat ljudje sprašujejo, to je v bistvu državni spomenik, ki je v lasti družine Atems. Razen tisti del, ki je bil prizidan zadaj, če poznate tisto, je pa od Ministrstva za kulturo. No, se so bili eni Hrvati tukaj, pa so napisali en prispevek novinarski, kjer je pa ta hiralnica, ne vem, kaj jim to pomeni v hrvaščini, verjetno nič, in so čist nekaj drugega povedali, no. Tako da niso znali prevesti, ja, bolnica je bila. In po njem se imenuje tudi ena ulica v Brežicah, ne. Ta glavni vhod v naše mesto, levo, desno gremo, ne. Ampak danes smo si tako zamislili, se pravi pač par teh točk, ker bomo res pogledali na mesto z najvišjega, ne, najvišje točke možne, pa obiskali mestno hišo, kjer ima zdaj, koliko je Luka, kje je Luka? Koliko časa smo tukaj? 2 leti, ne, 24, ne. Končno svoje prostore, tudi krajevna skupnost. Ni zdaj krajevna skupnost direktno naslednik mestne skupnosti ali pa mesta, ne, ampak vseeno je to v 18. stoletju, ko se je tako lepo zgradili in imamo pač eno lepših hiš, ima ta lep baročni, ne, balkonček, pa ima potem te vaze za gavami, ne, pa ima tole kot en tak stolpič za uro. Sicer ne moramo reči, da je to najlepša baročna stavba na Sloveniji, ne, ampak v mestu pa zagotovo ena tistih lepših, ki je nekje tam 1768. Vemo, da v tistih časih recimo so še vedno naši meščani bili zelo prizadeti zaradi kužnih bolezni, ne. Zato imamo tudi na koncu Rokovo cerkev, da naše mesto recimo v 15., 16., 17. in 18. stoletju vsake toliko časa je bilo zelo ogroženo zaradi raznih, predvsem recimo kuge, kasneje kolere, ne. Zato ker seveda smo bili ves čas na tem potovanju, ne, prihajali so ljudje, odhajali, ne, in to mesto je bilo tudi vedno ogroženo. Pa tudi sifilis je bil, ja, Eva, dom, nisem hotela, ampak nič hudega. In seveda tudi, ne, ta karantena, se spomnite, ko smo to govorili, ne, pride iz te italijanske besede 40 dni, ne, ker so naši predniki dokaj hitro ugotovili, da je treba pač mesto izolirati, zapreti, da pač tisti, ki zbolijo, zbolijo, tisti, ki umrejo, umrejo, se pa to seveda ni širilo potem v druga mesta, no. Ampak nekje potem po 1760 pa ni več teh poročil o tako hudih epidemijah, v bistvu vse do španske gripe, ne, to je pa potem po prvi svetovni vojni 1918 in tako naprej. No, in imamo potem to seveda krasno mestno hišo, 25. aprila vsako leto so volili župana, najprej mestnega sodnika, potem župana, se pravi na god svetega Marka, to ne vemo zakaj, ne, ampak tako je pač bilo. In seveda tudi odvisno od časa, koliko je bilo svetnikov, koliko pač velika vlada na nek način je vladala našemu mestu. Zdaj naša krajevna skupnost ne deluje tako, imamo 7 članov, 4 članice, 3 člane. Jaz sem danes vse vabila, pa vidite, da sem sama, a ne.
tako je, mogoče pač ta najnižja raven politike ni najbolj privlačna. Ampak zdaj pa imamo seveda na eni strani prostore, bo Luka pokazal tukaj naš tajnik, Luka Štangl, na desno stran pa tudi 2 leti mestno galerijo in z nami je predsednica Društva likovnikov Brežice Zlatka Vučinić, ker oni so zelo pomembni naši partnerji. Mi smo si pa tudi želeli, da pač ima umetnost tudi neko mesto v mestu, ne, v naši hiši imamo toliko odličnih ustvarjalcev in bomo tudi na kratko si eno razstavo pogledali. Pogledali si bomo pa tudi ploščo, ki smo jo pa odprli, pa gremo zdaj tam do plošče. No. Smo imamo pač bolj tako vodstvo, se sprehajamo bolj, bi rekli, lahko povemo kaj več. Ne. Kaj je največji problem pri taki plošči? Kaj napisati? Ne? Mora biti vedno na kratko, pa nekaj, kar je bo ljudem jasno, zakaj ta človek dobil to ploščo, ne? In da se vsi strinjamo. To je bil zelo naporen proces, vam povem. V bistvu smo se kar skregali, ne? Ker smo imeli pač tisti deležniki vsak malo svoje ideje. No? Ampak v vsakem primeru smo pa naredili nekaj dobrega, ker če boste kje gledali njegovo biografijo, se zna zgodi, da vidite napačen mesec, ne? Da se je rodil junija, v bistvu se je pa rodil julija. In s tem smo se tudi kar nekaj časa ukvarjali, tudi Ivanka, ne? Ti, ker smo hoteli vseeno imeti prav datum. Ne? Uporabila sem več tehnik, izhajala sem iz cianografije, to je tam tista zadnja slova cianografije, tena tehnika, fototehnika, emulijo namažemo pač podlago in potem osvetljujemo z odrežateljem, kot tudi soncem. In pride taki lepi modri toni ciano. Potem sem, tole je tetragrafija, ampak sem potem nadaljevala tudi v modri barvi, pa kombinacija tehnik. V bistvu delam serije. Nimam rada en motiv, da ga zaključim, ampak Galerija je res v prvi vrsti namenjena pač ustvarjalcem iz naše občine, ne samo temu društvu, ampak tudi drugim. Smo pa veseli, da pač vsako sezono imamo kar nekaj tako skupinskih, predvsem so pa meni zelo lepe vedno te individualne razstave. No? In ta je spet ena krasnih, ne? Tako da ti čestitam. Ne, mislim, če pridejo stranke. A ja, Pravzaprav je naslov tega mojega nastopa Moje srečanje z vodnim nadzornikom leta 1915. Takole gre. Srečala sva se med Prvo svetovno vojno leta 1915. Vodni nadzornik je redno spremljal delovanje brežiškega vodovodnega stolpa. Delo je opravljal zelo skrbno, saj ni poročil o tem, da bi se v vodovodnem stolpu kdajkoli dogodila večja napaka. Redno se je vzpenjal po železnih spiralastih stopnicah v stolpu, tako da je iz pritličja do hodnika ob balkonih prestopil 106 stopnic, do lesenega platoja pod vodohranom še 132 stopnic, od pritličja v klet pa dodatnih 14 spiralastih stopnic, skupno torej 156 stopnic. Okretni in izkušeni mož se je med svojim obhodom občasno povzpel še po dodatnih 36 prečkah na jekleni dimniški lestvi od platoja do stropa nad vodohranom.
Med vsemi meščani je imel prednost z najširšim in najlepšim razgledom na domače mesto, njegovo bližnjo in daljno okolico, po noči pa je bil najbližje Luni in zvezdam. Od tam bi s teleskopom lahko tudi uzrl natanko 100 let kasneje, to se pravi leta 2015, odkriti vodni planet, to je z vodo bogat planet, podoben Zemlji, a 2,7-krat večji od nje. S prostim očesom pa bi morda lahko videl Mars, na katerem so v sodobnosti potrdili najdbo pomembne količine tekoče vode. Na vrhu stolpa si je mož oddahnil in se s pogledom sprehodil vzdolž glavne mestne ulice, to je Cesta prvih borcev, in Spodnje gase, ulica pod obzidjem. Na elektrarno v Spodnji gasi pa je bil še posebej pozoren, saj so bili prebivalci odvisni od tekočega delovanja vodovodnega stolpa, za katerega je elektrarna na dizelski pogon poganjala črpalke. Zazrl se je oddaljavo proti visokem dimniku na severu, ne vidimo ga več, kjer je v Šentlenartu pred dobrim desetletjem, to se pravi 1904, zrasla mogočna trepova opekarna. Vse, kar se je tedaj gradilo, je bilo iz trepovih zidakov in strešnikov. Faleskinjevi glinokopi med bolnišnico in priljubljenim primestnim gozdom Hrastinco že dolgo samevajo. Drevje v Hrastinci pa bo, česar mož niti slutiti ni mogel, ob hudem potresu leta 1917 nihalo, kakor nihalo v stenski uri. Tudi njegov Wasserturm, ki se je ob potresu gibal kakor urski perpendikel, bo dobil razpoke, vendar se bo mogočna betonska osnova potresu uspešno uprla. Z juga proti severu je potoval njegov pogled mimo slovite Volčanškove gostilne ob železniški postaji. Tik ob hodu v mesto pa mi pokaže še Kovačevo in Tesarjevo hišo. Čeprav je zgodnje jutro, se je tesar in studenčarski mojster Karel Vogrinc že odpravil k svojemu delovnemu čolnu, privezanemu v strugi. Dolg dan bo. Popravljati gre Savski most v Sevnici. V Ferenčakovi kovačnici na drugi strani ulice že razpihujejo žerjavico v ognjišču. Roko v smeri proti začetku strnjenega mesta, kjer je kovačnica ostarelega kovača Franca Hodka, ki umre leta 1920. In parna pekarna Poljanšek. Ignacov sin Ignac je pred nekaj leti, to se pravi leta 1910, prevzel pekarno od svojega očeta. Kolikokrat si je šel mož tja kupiti kruh, le žemlje redkeje, ker so bile razkošje, pa še svetovna vojna, pomanjkanje, revščina. Skuša odmisliti in gre s pogledom dalje, do bolnišnice, tam ob poti proti Hrastinci. Njegov ded se je še zdravil v Gasi, v bolnišnici, ja, v imenitni hiši, kjer je delal zdravnik Karl Delkot. V sosednji pa je bila mrtvašnica. Tudi njegov ded je končal tam, mi pove. Zdaj tu bolnišnice ni več, že dobra 3 desetletja. So zgradili veliko novo na severovzhodnem delu mesta. Raje bi končal tam, je rekel, kot kje v Galiciji ali na Soški fronti, kamor so poslali njegove bratrance. Po značilni strehi prepozna nemški dom, Deutsches Heim, s hotelom pri Črnem orlu, zum Schwarzen Adler, zgrajenem v severno-renesančnem stavbnem slogu, v katerem je tudi sodišče, pošta in davčni urad. 10 let nazaj, leta 1904, so odprtje vsak svojega doma slavili tako nemško kot slovensko čuteči Brežičani. Spominja se, kako sta se prav na odprtju Narodnega doma spoznala Lončarjeva hči Alojzija Mastnak in učiteljev sin Božidar Račič. To je podobna zgodba kot tista ljubezenska s srcem na vodovodnem stolpu. Vsak je nato šel po svoji življenjski poti. In šola, slovenska šola, na Gaso gledajo okna. Ja, ne več. Pred vhodom pa si šolarji z železno lito železno črpalko načrpajo vodo.
V vodovodni stolp gleda obrtna nadaljevalna šola. V stavbo te nemške šole je hodil, da se je izučil, pa strogi so bili. Kdo bi si mislil, da jo bo kdaj gledal od zgoraj navzdol? Ja, to pomeni znanje, da se lahko posmeješ više od drugih, se nasmeji brkati mož sam pri sebi. Kadar njegovi kaj rabijo, gredo najraje v trgovino Uršič Lipej v Narodnem domu, kjer govorijo slovensko. S pogledom le oplazi veletrgovini Matajs in Lešnik Šmit, pa vinsko trgovino in bogato stanovanjsko hišo družine Delkot. Služkinje že točijo vodo pri enem od javnih vodnjakov sredi glavne ulice, ker vsakdo nima lastnega vodnjaka in povsod še ni napeljan vodovod v hišo. Vodarino pa je treba tudi plačati, voda iz vodnjaka pa ni plačljiva. Prav zato jih imajo zaposlene uboge reve, da jim nosijo vodo, no pa še marsikaj drugega morajo delati. Vsaj to imajo, službo služkinje, saj se izučiti tako ne morejo ničesar, po poklicu so samo Mice, Pepe, Tončke in Reze. Z vrha stolpa pogleda globoko navzdol, da ob vznožju vidi streho gasilskega doma in lesenega stolpiča, ni ga več, za sušenje gasilskih vrvi. Tik ob njem pa hišo kovača Martina Stipčiča. Gleda dalje po gasi, ulici številnih obrtnikov in si našteva. Ključavničar, lončar, soboslikar, krojač s salonom in trgovino, čevljar, mizar, sedlar in tapetnik in na koncu grad. Nasproti njega pa veličasten grajski park, ograjen in ponoči zaklenjen. Če bo hmalu malce. Meglice se dvigajo iznad Save. Že nekaj let ne vozi več brod. Zato pa je zgrajen krasen dolg most čez Savo in Krko, imenovan takrat in še dolgo časa zatem Kaiser Franz Josef Brücke. Prehod je plačljiv, pa saj ne hodijo veliko čezenj, vozijo pa še manj. Je tukaj na štajerski strani najlepše. Desno na hribčku pred mostom se košati krasna vila, Gabriči jo imajo. Njihova hči se je pred nekaj leti poročila s sodnikom Lorberjem. Možak ne ve, če bodo ostali tukaj, ker se nekaj govori o prodaji vile. In res jo leta 1920 kupi Franc Kušljan. Vodni nadzornik s pogledom zavije še mimo gostilne Gabrič. V soboto bo tam na prašičjem sejmu, kljub vojni in vsesplošni stiski, vsaj nekaj prašičkov. Največ bo tistih domačih, črno-belih, pasastih krškopoljčkov. Nazaj mora. Po 36 prečkah in pol drugi stopnic se mora spustiti. V platneni krpi ga spodaj čaka kos kruha, čebula in košček slanine, tiste najboljše od domačega prašiča.